Že ob njegovem nastanku je bilo rečeno, da ga bodo ljudje zares doumeli šele v novem tisočletju. Presodimo sami, če to že drži. Učbenik življenja, Martin Kojc. Povzetek. Mišljenje, ki ima moč, da se razodeva kot naše lastno življenje, na kratko imenujemo prepričanje. Pomembno je, da je človek prepričan, da nekaj obstaja, se dogaja ali se bo zgodilo in, ker je o tem prepričan, to zanj postane resničnost. Če bi materija dejansko obstajala in samostojno delovala, bi prepričanje kot nekaj duhovnega, neotipljivega, niti malo ne moglo vplivati na njeno delovanje, ter preusmeriti njeno delovanje na druga pota. A prihajamo v čase, ko se začenja širiti spoznanje, da materija ne obstaja oziroma da so naše fizične okoliščine le preprosto zrcaljenje našega prepričanja o življenju. Celoto prepričanj, ki jih človek goji o svojem življenju v nekem trenutku, imenujemo življenjski nazor. Ta se po novo pridobljenem znanju, izkušnjah in sugestijah s časoma spreminja, a dokler ne temelji na spoznanju absolutne resnice, skriva v sebi prepričanje, da se bo zgodilo nekaj nezaželenega. Zato se nezaželeno, kot je bolezen, neuspeh in drugo, res pojavi. Šele ko človek spozna popolno resnico, to je dejansko oblast duhovnih zakonov, pride do prepričanja, da se bo zgodilo zaželeno. Raziskati mora torej sile, ki sprožajo, vodijo in oblikujejo njegovo življenje. In vsakemu, ki premišljuje, je jasno, da sila, ki je vse bivajoče ustvarila in ki nenehno vse ohranja, mora biti. Tej sili pravimo prasila. Ker je ta vzrok in izvor vsega, kar je in biva, skriva v sebi najvišjo inteligenco, najvišjo vednost, popolnost in vsemogočnost. Vse z našimi petimi čuti zaznavno je le odsev idej prasile. In ker ta skriva v sebi najvišjo inteligenco in vsevednost, iz tega sledi, da se v življenju nikakor ne more karkoli zgoditi brez volje prasile, brez vnaprejšnje določenosti. Kako pa spozna človek, kaj hoče delček prasile, ki sproža in uravnava njegovo življenje? Kaj je torej človeku vnaprej določeno? To so naše želje, ki nam sporočajo, kaj nam prasila hoče dati v prihodnosti. In želje se izpolnijo samo tedaj, če smo prepričani, da se bodo izpolnile. Kar pomeni, da moramo doseči življenjski nazor, ki nam omogoča biti nenehno prepričan, da se bo zgodilo zaželeno. Želja namreč ni proizvod našega razumskega mišljenja, temveč vsemogočna volja prasile, ki je brez izjeme sposobna, da se sama od sebe uresniči. A to šele takrat, ko človek prek vseh svojih preteklih neuspehov in bolezni spozna, da je bilo njegovo prepričanje vedno na nasprotni strani hotenega. Vsak človek, ki skuša nekaj izsiliti, je namreč v tisti stvari nemočen. To čuti, a vendar si ne zna pomagati, ker ga njegova nevednost sili k hotenju, hrepenenju in pričakovanju. Zaradi tega trpi in trpel bo toliko časa, dokler ne bo spoznal resnice o svojem izvoru in izpolnjevanju želja. Ta nato odstrani trpljenje in na njegovo mesto postavi spokojnost, mir in samoumevnost. Astronomi lahko z matematično natančnostjo izračunajo, v koliko letih se bo neka zvezda spet približala določeni točki. Iz semena določenega plodu lahko vzklije zmeraj ista vrsta. Reka ne more v svojem toku nikoli teči više od svojega izvora in tako naprej. Vse se dogaja po določenih zakonih, ki se nikoli ne prekršijo. Prasila si je napravila načrt,
po katerem zdaj nepretrgoma in večno vse ustvarja. Ker človek spada k temu mogočnemu načrtu njene ustvarjalnosti, je tudi njegovo življenje vnaprej določeno. Vse, kar se bo človeku bodisi danes, jutri ali kdajkoli zgodilo, je bilo določeno že v prazačetku. Določenost človeka pa ni v bolehanju in v tuhtanju glede vsega, temveč v jasnem življenjskem cilju in v vsakodnevnem delu, ki le tega podpira. Če delujemo tako, živimo v sedanjosti, kakršna je, in se pri tem čutimo srečne in zadovoljne. Če pa lenarimo in tuhtamo, hrepenimo po boljši prihodnosti, ki pa na ta način nikoli ne more priti. Vse dozdevne tegobe v našem življenju so le most k spoznanju, da moramo zaupati prasili in da je vsaka naša skrb nesmiselna. Vse se namreč dogaja v naše dobro in v dobro našega razvoja, saj prasila zaradi svoje vsemogočnosti in vsevednosti nikakor ne more sama sebi, torej tudi človeku, prizadejati kaj nezaželenega. Absolutno zaupanje se izraža v popolni brezbrižnosti za prihodnost, v popolnem duševnem ravnovesju, v popolnem notranjem miru. Pri absolutnem zaupanju miruje človekova volja, ker človek ve, da se bo vse, kar si želi, končno zgodilo. Viden izraz absolutnega zaupanja je neomajen notranji mir v vseh življenjskih položajih. Človek, ki zaupa prasili, je brezmejno miren, je kakor skala v viharnem morju. Nič ga ne more spraviti iz njegovega, drugim nerazumljivega miru in ravnodušja, ker notranje čisto natančno ve, da se bo vse, kar si želi, tudi izpolnilo. Spoznal je zakone življenja in to, da sila, ki vse ustvarja, ustvarja z mislimi ljubezni. Zaveda se, da je gost tega sveta, gostje pa ne smejo nikoli zahtevati, temveč morajo samo sprejemati in z razumevanjem ter z uvidevnostjo ta svet osrečevati. Brž ko začnemo živeti v harmoniji s svetom, ki nas obdaja, je ta po duhovnih zakonih primoran, da nas ima prav tako rad in nas dviga. Šele ko zdravja in uspeha ne izsiljujemo več, bo prišlo in zdravje in uspeh. Sreča pride šele potem, ko smo se ji odrekli. Ničesar hoteti pomeni vse zaželeno dobiti.